Tole je tradicionalen koncert, je? Ja, zdaj že lahko rečemo, da je tradicionalen, se pravi, letos je bil četrtič že v taki obliki, da je lahko več ljudi prišlo. V bistvu smo začeli na pobudo jamarskega društva iz Gorenje vasi in sicer smo imeli za praznik treh kraljev 6. januarja v jami na Svetih treh kraljih prvi koncert, ampak to je taka jama bolj nedostopna, potrebna je oprema jamarska, tako da je bilo res bolj za jamarje. No, potem je pa ideja se nekako naprej razvijala in smo prvo leto imeli v bunkerju na Golem vrhu, tudi v bistvu bunker Rupnikove linije, kjer je tudi malo težavnejši dostop. No, potem smo se odločili, ko smo videli, da je pa zanimanje ljudi zelo veliko, da smo pa v temle bunkerju naredili, ker je pa dostop tako normalen, enostavno, bi lahko rekli. In tako do so prišli potem ljudi danes na koncert? Ja, organizirano je bilo iz treh strani peš pohodi, in sicer iz Žirov, iz Sela pri Žireh pa iz Gorenje vasi. Drugače pa mislim, da so obiskovalci tudi iz drugih krajev. Bila je tudi dosti velika reklama narejena, malo osebna, malo tudi v javnih medijih. Tako da jaz mislim, da je bila publika zelo raznolika. Pa zakaj ravno Rupnikova linija? Ja, Rupnikova linija pravzaprav je bila nekako, ni bila toliko aktualna do prednedavnim, ko so nekateri entuzijasti Žirov, člani turističnega društva, nekako to začeli oživljati. In zdaj so tudi te rove lepo očistili, trudijo se, da je čim bolje urejeno, tudi za ogled večjim ljudem, širšim množicam. V bistvu naj ljudje vejo malo v opomin, malo v naznanje, kaj pravzaprav so ljudje počeli v tistih časih. Se pravi, tudi izobražujete, ozaveščate ljudi o zgodovini, ali kako? Tudi bi lahko rekli tako, ja. Kakšen je bil pa današnji repertoar? Današnji repertoar je bil v bistvu fantovske, ljubezenske pesmi, malo smo se navezali na pozabljen običaj vasovanja, ki bi mogoče tudi v dobi računalništva in vseh teh sodobnih medijev lahko zopet prišel nazaj in postal spet tak aktualen, kot je bil včasih. Mislim, da je to ena taka lepa navada bila. Kako se pa pripravljate na ta koncert noter v bunkerju? Greste kdaj že prej takole na kraj zločina, če lahko tako rečemo, se samo v dvoranah pripravljate? Ne pripravljamo se normalno na vajah, v osnovni šoli že imamo vaje, ampak seveda akustično je treba preizkusiti prostor, tako da imamo tudi recimo temu neke vrste generalko, da najdemo najboljši prostor v teh rovih glede akustike in pa seveda glede tudi obiskovalcev, da jim je kolikor toliko udobno. A bo naslednje leto koncert spet tukaj, na tem griču, ali je še kakšen primeren bunker v bližini? Ja, veselili smo se pravzaprav že letošnjega leta, da bi bil zopet na Golem vrhu, ker tam je ta sistem rovov in pa bunker precej večji, globlji tudi v zemlji, vendar niso še dostopa uredili tako, da bi lahko toliko ljudi prišlo, ker zdaj pa se je zadeva nekako prijela, kot so že rekli na začetku, postala tradicionalna, tako da bi razočarali ljudi, če ne bi bil dostop tak tudi recimo za ljudi, ki niso vešči, kaj s tem plezanja pa plazenja skozi take manjše luknje. Ja, hvala lepa, pa srečno. Hvala, enako.